Dame in gospodje, ljubitelice in ljubitelji košarke, prisrčen pozdrav in dobrodošli v 46. epizodi AS podcasta. Danes bomo, kot rečeno, govorili o košarki in zato ob sebi lepo pozdravljam prijetno omizje. Začnemo pri skrajni desni, Mirko Muralič, na sredini Istok Franko in pa takole med mano in Istokom tudi Tadej Ferme. Lepo pozdravljeni, fantje. Lep pozdrav, Tilen. Dobrodošel nazaj. Hvala. Mirko, hvala. Lepo je biti nazaj. 46. epizoda je pred nami in za začetek me zanima, a ima kjer od vas igralca, ki je nosil številko 46? Ni to enostavno vprašanje. 47 je bil Kirilenko. Ne govorimo o 47, govorimo o 46. Jaz tudi enega vem, številko 7 pa 77, tako da ful dobro, ko sem najdu enega s 47. Lahko vam dam en namig. Človek 46 številko je igral tudi v Ljubljani. Kakšen Čeh? Ne, to ni bil Čeh, bomo pa o Čehih govorili danes v tej epizodi. Prihaja iz Avstralije. Aaron Baines. Bravo, Aaron Baines. Ali pa John Končar, na primer. Po priimku blizu Čehov mogoče. Nekdo je zaradi znanja v podcastu. Ja. Na skrajni desni so pa skrajni desničari. To je bil en redkih primerov, ko je Mirko obnemel. Ne, nisem vedel, zakaj bi ugibal. Jaz ne maram ugibati. Ali vem, ali pa ne vem. Ampak tukaj vitek sem isto klak zgubil v tej igri, realno. Zato, ker od njega si pričakoval, da bo to vedel. To je res. Fantje, najprej moram čisto po pravici eno stvar povedati. Danes smo se zbrali, da govorimo o slovenski košarki, o slovenski reprezentanci. In zaradi odsotnosti v tujini nisem gledal v celoti ne ene, ne druge tekme med Slovenijo in Češko. Ker pa ste bili vi tri vpleteni zelo, zelo močno v obe tekmi, tako studijsko kot komentatorsko, bom najprej poprosil za en kratek rezime, pa tu bom kar Tadeja prosil, ker se mi zdi najbolj resen. Ne, ti si itak neresen, vplivaš negativno na Fraleta. Napako delaš. Tako da Fermi, prosim. Jaz mislim, da imaš le kar uradnega predstavnika, končno se je izdal, da dela za Secret Service Slovenske košarkarske zveze. Mislil sem ga vprašal, če je zdaj presedlal v KZS. Fermi, daj mi kako si ti videl te dve tekmi? Videl sem jih kot dve tekmi, na katerih smo še nadgradili igro te ekipe, mlade ekipe. Nabirali so si lepe priložnosti proti dobri ekipi. Videl sem tudi dve različni tekmi. Druga za Satoranskim je bila čisto nekaj drugega kot prva. Videli smo, koliko lahko en tako kvalitetni igralec vpliva na celoten potek. In pa videl sem zmago v gosteh z polčasom za 20 točk drugim. Tako da mislim, po tekmi smo bili vsi kar malo euforični in zelo zadovoljni z rezultatskimi izkupičkami, ki je bil nekako izvan in napovedan strani naše reprezentance. Zdaj po vsakem ciklu se mi zdi, da se pogovarjamo, je nek rezime slovenskega basketa pa položaja slovenskega basketa. Mirko, kje je in kam gre slovenska reprezentanca v tem momentu? To je zelo težko povedati, ker imamo dve različni reprezentanci in to je eno za tistim fantom, ki trenutno v kalifornijskem vremenu morda celo uživa nekje na kavici ali se je pa lihkar zbudil, pa eno, ki je ta nova, neka transformirana mlada reprezentanca, ki smo videli v teh dveh akcijah. Vsekakor me ne skrbi za prihodnost, niti malo, predvsem na branilskih položajih. Kar se centrskih tiče, bomo pa že nekaj čez lužo najdel, Frale, boš poslal neke analize, kaj nam ustreza, kaj nam ne ustreza, pa bomo vsako akcijo nekaj naturalizirali, če bo Alen že zajahal proti sončnemu zahodu. Sej, tu se mogoče lahko navežemo, vidva sta tudi sodelovala v podcastu pred enim letom CCA, ker smo govorili o tem, a naj bi Luka prišel v reprezentanco ali ne in kakva je prihodnost reprezentance v tem 4-letnem obdobju do domačega Eurobasketa. Ne? In takrat smo govorili, da treba angažirati oziroma naturalizirati igralca, ki bo konstantno prisoten. Ne? To nam več kot očitno ni uspelo, vsaj zaenkrat. Zakaj ne? Več smo jih. Ne samo enega. Ampak Frale, koliko
Koliko analiz si ti že naredil za idealnega centra slovenske reprezentance? Po pravici. Prej bi šel na to, bi rekel to, kar si rekel, kaj je glavno spoznanje, saj zame tega cikla, je bilo predvsem to, da je zdaj čisto ena druga klima, pa da outcome tega cikla je eno upanje. Res se mi zdi, da smo vsi mogoče preveč euforični, ampak se mi zdi po Evropskem prvenstvu, kjer smo videli en plafon, recimo okostja ekipe okoli Luke, se mi zdi zdaj, in potem mogoče ta slika ni bila najbolj jasna, kako bojo zdaj, vedeli smo, da je treba pomladiti, nismo pa vedeli točno, a je talent, a je dober, a je talent na dosti visokem nivoju, da lahko odigra, se mi zdi, da ste nam ta dva cikla, te dve tekmi, pa že une prejšnje dve nakazali, da se da in da se mi zdi veliko bolj optimistično lahko gledamo naprej. Ne? In mi smo potem po zadnji tekmi v studiu celo govorili, zdaj pa imamo ful eno atletske okostje, ki vsi vemo, da vsaka ekipa, ki je okoli Luke, ga rabi, in smo rekli, ok, naslednjo mogoče, ko bo idealno, če bi bil enkrat spet še zdrav Vlatko Čančar, ker on kako paše v to ekipo s svojimi fiziko in potencialno atletski center, kaj pa v temu kontekstu recimo Jackson Hayes. Ne? Zdaj, te analize, ja, jaz mislim, da je ta sezona tudi v Lakersih pokazala, pač kakšnega centra Luka predvsem hoče ob sebi. In zdaj Jackson Hayes, jaz mislim, da tukaj tudi glede na to, kako je dečko zagrabil, ne, pametno, ne vem, verjetno z kakšno sugestijo njegovega agenta, ki je tudi Lukov agent za tiste gledalce, ki ne vejo, je pač realno Jackson Hayes je bil do predtem, prej ne začel z Luko igrati, Američani rečejo ta third string center, ne, se pravi tretji center, nekje, ki je vedno na robu pred tem, ali bo odpadel iz ekipe ali pa celo iz lige. Jaz mislim, da se tudi letošnjo sezono je pokazal, da je napredoval in s tem, ko bo igral ob Luki poleti, si je verjetno tudi sam podaljšal kariero ali pa saj verjetno tudi svojo prihodnost v Lakersih. Je pa res, da za naše evropske razmere je pa to verjetno najboljši atlet, kar se tiče centrske pozicije in bi težko boljš ga najdel. A se ti strinjaš, da je Jackson Hayes najboljša izbira? Ja, zelo, ker sem poslušal isto, pa ga tudi gledal zraven, sem skozi sprašal, kdo ti je to majico dal? Kje si to majico dal? Ja, ne vem. A si kupil? Ja, ne vem, meni osebno on ni toliko všeč, ampak mislim pa, da se bo dobro vklopil v neko kemijo, mogoče z Luko, ne vem, očitno se dobro razumeta, verjetno je to tudi velik faktor, ker ena stvar, ko je tudi recimo, da se naveže malo na te kvalifikacijske okna, ena stvar, ko vidimo, pa vidimo tudi recimo eno Španijo, včeraj je igrala z Ukrajino in je imela kar težave, v bistvu polčas je bil 28-21, kar je za Španijo slabo, ne, da se nalažemo, ampak pri nas imamo skozi te generacije in to se mi zdi, da se je videlo v teh oknih, da imamo recimo Prle pa Omić. To so dva igralca, ki sta igrala že v mlajših selekcijah skupaj, ki sta igrala tudi v članskih in tako naprej. Potem imamo generacijo tukaj Smrekar, Padjen in pa Kroflič. To so trije fanti iz iste generacije. In v tem kratkem času, ko se ekipa nabere skupaj, ti fantje že imajo to neko kemijo od prej in to recimo je naša prednost v takem kratkem času. Ne? In zdaj, če še druga stvar, recimo upoštevamo to starost ekipe in kako je razdeljena, leadership Prleta, ki je prišel zdaj v tem oknu, Omića, Hrovat, tako se to nekako vse skupaj sestavlja. Poleti, če pride Luka, če pride Hayes, vse ta kemija, cela dinamika se spremeni, ampak ne sme teh puzl, ki so se zdaj zložili, ali pa teh kockic, ne sme podreti. To ne sme. Kar je pa težko zaradi tega, ker govorimo o nekomu, ki je večji od Slovenije. To je mogoče nekaj, na kar se pol lahko navežeš, da bo to popolnoma pol spet druga dinamika košarka. Predvsem pa tudi izbira igralcev, mogoče ne bojo vsi tisti, ki so si čez priprave najbolj zaslužili biti zraven, ampak se bo bolj iskal boljši fit okoli Luke in kaj bolj ustreza v tistem momentu. In to mogoče celo ni fair, ampak takle imamo, ko imaš enega tazga asa, bodo vsi plesali, kot bo on žvižgal, po domače povedano. Vseeno pa recimo te tekme zelo veliko pomenijo, sploh za mlade igralce. Oni so si zdaj nabirali neke repeticije, oni so zdaj nadgrajevali svojo igro. Dali so recimo
Joksa, oziroma po insiderskih je Jole, trenutno prevladuje vzdevek njegov, je recimo debitiral že proti Estoniji in se je poznalo že recimo zdaj v tem drugem ciklu, da je bil bolj suveren, da ni imel tiste nobene treme več praktično. Ne. Je pa recimo tudi en Kroflič, ko je izvrstno igral sploh v tem ciklu, za mene je pokazal vsem, da je doktor košarke. Kako on zdaj recimo zgleda, ko prije Luka nazaj? Samo jaz mislim, da lih v tem primeru Krofliča, jaz mislim, da je on idealen igralec, ki ga s to obrambo, ki je pokazal, da ga postaviš zraven. Res je. Predvsem s to fiziko, jaz se tudi za Joksimoviča ne bojim. Pač tudi on je atlet, jaz mislim, da tudi on bo neko vlogo si najdu. In zdaj, jaz mislim, prevelike drame delati iz tega, ali bomo zdaj mi vse spremenili, ko prije Luka, logično, da bomo. Mislim, da treba malo drame delati zdaj. Ker po mojem je... Jaz ne delam nobene drame, meni bolj vsem ne bi mogel biti, tako da prosim, če to zadržiš zase, ampak vem, kdo bo delal dramo. Zakaj? Ljudstvo je izjemno uživalo ob zmagah teh mladih fantov in ljudstvu spet težko razumejo oni, kakšen as oziroma kakšen nivo je dosegel Luka. In seveda, da nekateri vsi te asi, ki so pokazali, da zdaj lahko igrajo, bo njihova statistika bistveno drugače izgledala, hočemo ali nočemo. In čisto zato, jaz vem, da bo ostali delali dramo, včasih tudi komentarje preberem, jaz se ne delam, da sem nedotakljiv, ampak me zanima, zakaj, zanima me, kako ljudje razmišljajo, zanima me, kako nek povprečen človek, ki si odpre televizijo nedeljo zvečer, kaj razmišlja. In ogromno komentarjev je, ja, z našim bi moral vztrajati, ko Luka pride, bo soliral. Oni delajo dramo in zato sem se čisto dotaknil tega aspekta, ker mislim, da drame, se strinjam, ni potrebno delati. Moramo pa razumeti, zakaj je temu tako in mislim, da smo lahko mi trije tle tako, da pojasnemo, zakaj bo takrat drugače in da to ni nič narobe. Pa kaj enkrat Luka zajaha, on bo sončni zahod, ko se bo odločil, imamo stvari, ki prihajajo za njem in ne rabimo se bati ničesar. No, se jaz bi rekel, da je tle največja uganka prihodnosti, a ne? Gremo reči, da sta to okno sploh, ki se je res dalo priliko tem mladim igralcem, ki so res dokazali, dobili eno zahtevno tekmo po velikem zaostanku v prvem polčasu in tako dalje. In dejstvo pa je, ne, da ti ne moreš tega prenesti v igro z Lukatom, ker bo čisto vse drugače. Ti, tako je Mirko rekel, enega toliko dominantnega človeka in igralca daš v kolektiv in se vse spremeni. In tu mislim, da bo največja uganka tudi za strokovni štab, ker smo se mi da prej pogovarjala, v takem okolju, ki je zdaj pride veliko bolj do izraza, kot pa v okolju z Luko. In kdo so zdaj te igralci? Ker nisem, da se oni so mogoče po profilih, ja, hitri, atleti in tako dalje, ampak imajo pa nek svoj stil igre, ki ga tudi razvijajo v teh oknih, naprimer proti Češki, ga razvijajo, ker imajo žogo v svojih rokah, lahko kreirajo in tako dalje. Pa pride pa Luka Dončić z svojo odličnostjo in dominantnostjo in te igralci ne igrajo več takega basketa, ki ga igrajo zdaj. In kdo od teh se bo pol dejansko lahko najboljše znašel z manj žoge v roki, velikrat teko gor pa dol, fokus dal 80% na obrambo. Kdo bo do te, oziroma a kjer od teh mladih enostavno izpade? Jaz bom full hitter, pa verjamem, da bo stavna pa to v detajle šla. Rok Radović je človek, ki bo imel najmanj problemov in ki bo tudi nepogrešljiv. Absolutno. Zdaj pa ostali mladi, jaz bi se mogoče zelo na hiter strinjal s Fraletom. Mislim, da Kroflič je tak, ki lahko funkcionira konstantno v visokem ritmu, bodi si ima žogo ali nima, v obrambi svoje vedno daje. Mislim, da bo on najdel svoj plug-in v tej reprezentanci. Tako da ta dva mislim, da boste imela najmanj težav, zdaj pa lahko vidva to bolj utemeljito. Ampak Radovića tudi dejansko še skozi, jaz mislim, da je zame Rok Radović pač steber in to je to. Ne, govorim sam pač na sploh iz teh okn. Jaz mislim, tudi če pogledamo nazaj, da je reprezentanco z Luko kot vodjo. Zdaj, če pozabimo Evropsko 2017, ki je imel on čisto eno drugo logo, čisto druga ekipa, ampak se pravi najboljš je igrala, tudi najboljši rezultat zame je dosegla pač na olimpijadi. In takrat je bila ta prejšnja iteracija teh, ki so zdaj že veterani, se pravi Zoran Dragić, Jaka Blažič, to so bili neki, bomo rekli, za evropska ali pa za FIBA merila atletski igralci, ki so igrali fizično košarko, ki so bili sposobni igrati v obrambo in jaz mislim, da tukaj je treba gledati, Čančar mlajši. Tako da jaz mislim, da te iste predispozicije treba
prenesti, da se saj obrambno, da se visok ritem drži, da se lahko igra hitra košarka, ker Luka je pokazal, da lahko igra hitro košarko, ne, če ima vse atlete. Za napad, zdaj, jaz mislim, da bo veliko manjši problem z mlajšimi, saj v prvem ciklu ali pa dveh, kdo bo koliko imel metov, ker bo pač še euforični. Tako, pa radi bo, to, da igraš ti z Luko, je vse nekaj. Ne? Starstruck bo je še vedno. Tako da, po mojem. To je tisto in konec koncev mi se o tem pogovarjamo, kot da je nek problem, pa se v bistvu je. Rabiš najti neko rešitev. Ne, ker rabiš najti neko rešitev za to. To je sladek problem, v bistvu, bi se rekli. To, da ti dobiš super zvezdnika v svojo ekipo in da moš to reševati, to je sladek problem. Lahko smo samo hvaležni za to, da to imamo. Drugi strani smo tudi videli Čehe, ne, kako izgledajo. Ne? Verjetno tudi oni igrajo s Toranskim ali pa brez drugače. Ne? Ampak če vzameš enega igralca proti resni ekipi, zdaj tudi mi, super, da so naši igralci premagali Češko, da smo premagali Švedsko, izgubili smo z Estonijo nesrečno, ne? Ampak proti eni resni ekipi bi tudi lahko zdaj, če bi mi igrali proti top nivoju, ne? Kvalifikacije, tako kot so se gledali, ne vem, Srbija, Turčija, mi bi realno vsem brez Luke proti tem ekipam zelo težko pariramo, vsaj po moje. No? Definitivno. Dve stvari so tukaj za mladega igralca, ki smo jih že tudi konec omenili. Eno je to, da si starstruck ob tem, ki si z Luko, drugo je pa to, da ti je nekaj novega najti ritem ob takem igralcu. Zato ker, ne vem, recimo ne dobiš vsak napad od Luke žogo. Predstavljamo si, da smo zdaj, ne vem, jaz ali pa Mirko ali pa kdorkoli tam v kotu, mi dva čakamo tisto žogo. Dobiš jo, ne vem, 5. napad. Vržeš dober met, zgrešiš, zdaj na naslednjem metu je že malo več pritiska, kot če ti je to žogo podal recimo Žiga Samar. To so tiste recimo neke stvari, pa mali kliki, ki se morajo pač pol poklopiti. Je pa to bistveno lažje zdržati, jaz se zato toliko nikoli za reprezentanco ne bojim. To, kar sem že povedal, če se spomnite lani, težko je z Luko Dončićem igrati kot role player, ker so visoka pričakovanja, dejansko je večji pritisk. Je človek, ki po nekem defaultu olajša igro vsem zaradi svoje kvalitete, po drugi strani imaš pa nek večji pritisk, ker če ne uspeh, ponavadi je vedno ta narativa, ljudje okoli njega niso dovolj kvalitetni in tako naprej in tako naprej. In seveda ti nočeš padati pod to, biti arhiviran v to. Ampak v reprezentanci je veliko lažje psihološko zdržati, da boš ti igral obrambo, mogoče bil v slabšem ritmu, imel manj žoge, ker je tudi akcija krajša, plus naboj je nacionalen, se pravi, vse je v skupno dobro in to ni nekaj, kar ti moraš psihološko trpeti 10 mesecev oziroma iskati skozi svoj ritem, ali se pa najde znotraj tega. In to je veliko lažje in jaz se zaradi tega tudi toliko manj bojim. A mislite, da ta reprezentanca dolgoročno, dajmo reči dolgoročno pomeni 2029 evropsko, tam nekje, rabi poleg Luke Dončića še enega igralca, ki je, dajmo reči, mlajšega, ki je dominanten na žogi in je tak klasičen kreator tipa Luka Dončić. Pa ne, da bi iskali zdaj dobesedno njegovega naslednika ali pa nekoga, ki bo tako dober kot Luka, ker pač to bo mogoče nemogoče kadarkoli več najdeti. Ali je to bolj reprezentanca, kjer je Luka in pol so delavci? Ker jaz mislim, da rabiš, da bi bilo super, če bi imeli še enega kreatorja, tako 2017 je bil Gogi Tata Mata, in pol je bil Luka kot pač izvenzemeljski talent, še nek drug kreator, ne? In si mogel v bistvu na dva paziti. Ampak če greš na to primerjavo, jaz prej vidim, pa ne še zdaj takoj, ampak mogoče v tem kontekstu, ki si rekel čez 2 leti, Luko pa Joksimoviča. Ne? Ker Joksimovič je en kreator ali pa nekdo, ki zna neki žogo narediti, ampak čisto na drug način. On dela z ritmom, v tranziciji, tako kot je tudi Gogi počel. Ne? Tako da jaz vidim, da je bolj komplementaren ali pa bolj te vrste, kukar da bi imeli zdaj nekoga, ki bi, recimo Kremen Prepelič, ne, je težje funkcioniral, če mene vprašaš okoli Luke, ker se pokazal, da on rad več te klasične on-ball rolo, ne, zato je tudi prihaja s klopi, ampak podobno. Tako da jaz mogoče, ne vem, bomo videli, kako se bo Joksimovičeva karijera nadaljevala, ampak jaz mislim, da on ima ta potencial, ki lahko iz teh tudi sekundarnih, ne, on zna sam ustvariti, ampak se mi zdi, da je najboljši, ko Luka že naredi malo prednost, pa ima ta korak, pride iz strojke v enem koraku pa položi. Ne? Ja, ko imaš tak dva dominantna igralca ali pa dva res dobra kreatorja, je velikrat to vprašanje, a se lahko ona dva dopolnjujeta ali sem živita v bistvu en pa drugi, ne? In se v bistvu izmenjujeta v nekih solo akcijah. In če bi našli nekoga, ki lahko so kreira skupaj z Donko,
pa da ob tem ni zdaj noben razočaran, to je idealna kombinacija. Tile jaz pa gledam iz ene druge perspektive. Pa daj, In se mi povej. zdi, evo, ti bom takoj povedal. Zdi se mi, da je nemogoče primerjati reprezentanco 2017 in zdi se mi, da je nemogoče primerjati karkoli slovensko reprezentanco pa Luka Dončića zdaj, ko je super zvezdnik. Luka Dončić takrat 2017 ni bil super zvezdnik. Goran Dragić je bil lider, on je bil v bistvu tista, kako bi rekli, prvi kon, ne vem, ne najdem boljšega izraza trenutno. In Luka je bil eden od igralcev, ki pa je bil briljanten, ki se je že videlo, da ne bo primerjave. Joksa, Jole, ja, definitivno potencial ogromen, pa tudi ne samo on, tudi ostali so še. 2029 bo, koliko bo, polnoleten bo že, ampak še vedno bo to zelo mlad igralec. Ja. Se mi pa zdi druga stvar. Luka na igrišču, igramo Luka košarko, Luka izven igrišča, pa se mi zdi, da moramo nekako igrati to košarko, ki jo igra zdaj ekipa tudi brez njega. To je atletska košarka, to je košarka z veliko gibanja, to je košarka, kjer je nevarnih več igralcev in ne bazira samo na To si enem tako zelo ballhandlerju. lepo povedal, samo Ampak vse veš, ne vem, predstavljaj si, ne vem, na zadnje sem videl kratek posnetek, z obema sem ga delil, nisem dobil veliko komentarjev, ampak tudi če si JJ Redick, zelo težko zamenjaš Luko iz igre, tako da ta košarka brez Luke bo trajala toliko časa, dokler bo Luka rekel tudi na sami tekmi in to se je treba zavedati. veš, kaj tudi, In težko je delati na tem potem in to razviti, ker ti nisi čist siguren, kdaj bo Luka rekel, ne, nisem zmatran, pusti me še, ali pa ne me menjati po drugem favlu, ne bom naredil tretjega. Razumeš? In ti podre nek srednjeročni, dolgoročni plan, zakaj, pa to zdaj ne govorim v negativnem kontekstu, on je pač takšen as, da je pač In ti tudi, včasih tudi nad veš, trenerjem. koliko ima on povprečje, koliko odigra povprečno na tekmo? 40 minut tekme, ta velika prvenstva, 35, 36 minut, Ja. ne? Se pravi, tebi za basket brez Jaz Luke verjamem, da je Dončića planiranih ostanejo 30 do 32, ampak odigra V jih pa perfektnem bistveno več. svetu, ne. ja. v perfektnem svetu, ne? Ampak Ja. hoče reči, da v realnem svetu pa je zelo malo minut za basket brez Luke, ne? Saj In je zato- bolj pomembno, da najdeš zato nekoga, jaz ki je mislim, da je komplementaren to- z njim na igrišču. ke zato Pa, tudi- Možno, ampak zaradi tega sem tudi rekel, da se ne da Tudi nič razbremeni ga, primerjati. jaz se strinjam. To Ja. samo to, kar sta oba tudi povedala, pač Joksa je še vedno izredno mlad. itak. Jaz verjamem, da če bi lahko ta fast forward naredili, da je on že 2 leti zdaj starejši, to bi bili fireworks, tudi jaz jaz sem tudi- prepričan v to. jaz tudi- Ampak Joksa moramo še malo čakati, ker si tudi zasluži. Ampak jaz mislim, da je v tem konceptu to celo v redu. Če pogledamo zadnje prvenstvo, pa jaz mislim, da tudi prejšnja, da naša reprezentanca, ne glede na vse, ni imela nikoli napadalno, bila vedno med najboljšimi. Če imam jaz prav spomine, Res, pa ja. po številkah, vedno, Ja. tudi proti Nemci, Ja. mi nismo imeli problema zabiti. Ne? In so bili drugi napad prvenstva. Tako, ne, jaz mislim, da je tukaj bolj te mlade fante, ki jih bo veliko lažje, sem siguren, motivirati, zato ker bojo mladi, ker bojo motivirani, prvič bo neko prvenstvo, lahko bojo, ne vem, usvojili kolajno. Ne. Pač sem to, da grizajo, da so pač ultimativen supporting cast. In jaz tukaj mislim, da je to olimpijada pokazala, da se tudi s tem modelom da priti zelo daleč. Ne. Samo zdaj rabimo to drugo iteracijo, da te mladi fanti, ki so pokazali, da imajo fizičen potencial, da ga pač še to dvignejo. Bi pa rekel, da je z tega vidika zelo pomembno, da se ta reprezentanca z mladimi uvrsti na svetovno prvenstvo in ima pred Eurobasketom v Sloveniji tudi izkušnjo velikega prvenstva. Ker za vse te mlajše igralce biti prvič na prvenstvu in je to prvenstvo doma z Luko Dončićem, ko vsi čakajo sem medaljo, Ja. to je kar zahtevno. Mirko, nekaj si hotel še reči. Čisto, da recimo zdaj za Alena Omića ne vemo, ni preveč jasna njegova prihodnost, ampak po vsej verjetnosti na velikih tekmovanjih ga ne bomo več videli, ker bojo pač verjetno Luko parirali s tem, kar je njemu najbolj udobno, to je z nekim atletskim centrom. Ampak ta atletski center, točno to, o čem Franko zdaj govori, ne rad se strinjam z njim, ampak se strinjam, ko ima prav, še dodatno dimenzijo da tem mladim atletom, ki lahko pritiskajo obrambi nekdo, ki je dejansko shot blocker. Omić je prezenc, ampak on ni ne shot changer, ne shot blocker, to ni nekaj, kar je v njegovem rezimeju. Neka dolga je gulja, kot je pa Jackson Hayes, in pa potem, da imaš ti obrambi take pse, pa kar od enkrat mi ratamo zelo dobri obrambi, tudi če je v ekipi Luka Dončić. Ja, pa še to je treba upoštevati. Jackson Hayes že v obrambi solidno ali pa dobro, ne vem kakšen njegov defensive rating,
Ampak rečemo, da je solidno Jaz obrambni mislim- igralec v NBA-ju, če pa to daš še na evropsko igrišče, Njegova ki je slabost je dimenzije. samo naivnost. Ja, drugače- ja, drugače je Indijance dobro. imamo. Pa ne? njemu se Dobro, bojim ampak bolj manjše te dimenzije so v Evropi, igrišča, že to je... ampak bojim se jaz tega bolj tega decision makinga. Ne? Vseeno ti moraš prešaltati na FIBO košarko, na drug, vseeno na nek drug sistem, v končni fazi drugo košarko. Tako da ta decision making na terenu in izven terena Zato mogoče mi je ni stvar, najbolj všeč. je stvar, ja, ki je riziko, ne, po eni strani. On je idealen fit, ampak je riziko. Je pa res, da je pa, tako kot smo rekli, atletsko pa to tak vesoljc za naše razmere ali pa za Fibine razmere, da pač... Tilen, definitivno je to, kar si rekel, da je zelo pomembno, da se uvrstijo na svetovno prvenstvo in vse, ampak se mi pa tudi zdi, zelo hitro smo tudi mi zašli že v tem pogovoru v ta rezultatski del vsega skupaj, se pravi medalje, visoka pričakovanja, vse. Ja, Ja, okay. kaj si mislil, da si se prišel sam pogovarjati, kako bomo izpadali? Razumem to, ampak Ne bi snemali nič. razumem, sam vseeno, tudi druga stvar. Jaz mislim, da se igra košarka, ki je zelo gledljiva in ki je zelo tudi privlačena na oko, tudi o porazu, recimo, se v taki tekmi da uživati. In vidim, da se ljudstvo, kar pač še enkrat ponavljam, rad preberem komentarje, ker me zanima, kaj ste ljudje mislijo. Zato, ker imaš burner accounte, zato jih tudi bereš. Nimam Pa brnara. cajt. Jaz karkoli Pa cajt. napišem javno, je vedno moje ime in primek in tudi sam veš po najmanj Res je, socialnih res je, res omrežjih. je, res je. Da če me kdo zbode, da jaz kar direktno odgovorim nazaj, se ne skrivam. Ampak ljudje se kar poistovetijo s to igro, no? in se mi zdi, da kar uživajo. In, To je tisto, kar sem res rekel. Se mi zdi, da je res eno upanje. No? In tudi jaz mislim, da to upanje, polka jim dodaš še luko, je lahko večje. Ker pač moj največji opažanje prejšnjih parih ciklov je bilo, ko so se te naši stari igralci, ki so delali s fiziko, ki sem prej omenil, Blažič, Dragiča, oba, ne, ko so se poslovili, je bila ena luknja, se mi zdi v tem elementu. In meni se zdi, da ta mlada ekipa je pokazala, da to ima. Kar je meni všeč, je to, da smo mi od leta 2017, pa se bom vrnil nazaj, od leta 2017 smo iskali vedno Blažiča, Muriča, Čančarja, Zorana Dragiča v isti obliki in formi, kot so igrali leta 2017, vključno s Prepeličem. Ampak te igralci so v naslednjih 8 letih pač dozoreli, ne, in jih ne moreš več v taki obliki. A tudi košarka se spremeni. Ne? Tako. Ne, in mi smo imeli tu težavo, ker vsakeč, ko se je reprezentanca zbrala, smo rekli, aha, sej bo Blažič, ker takrat smo z njim, pa smo s temi igralci osvojili in bomo zdaj kar dalje osvajali. Ne. Zdaj pa dejansko smo se tudi po bridkih izkušnjah sprijaznili, da pač to več ni to in da te fanti ne morejo več igrati takega basketa, ki bi lahko na velikem tekmovanju, kljub temu, da je Luka Dončić najboljši na svetu, prinesel medaljo. Zdaj, na kak način so se poslovili, pustimo, o tem smo že debatirali, pa najbrž še kdaj bomo, ampak zdaj je pa spet nek v bistvu nov val igralcev, v katerih vsi se mi zdi, da vidimo potencial, da to vrzel zapolnejo in gremo z nekim sodobnemu basketu prilagojenim programom na velika tekmovanja. Vključno z Lukatom, ki bo v bistvu v svojem tudi nekem reprezentančnem primu in spet lahko realno upamo na medaljo ali pa Lahko bi Ni tudi to pretirano. malo pohvalili tisto, kar smo doma razvili, predvsem pa tudi mogli tudi povedati, da dosta od teh fantov, mogoče če ocenim 40-50%, se je razvilo v tujini. In pozdravljam vse tiste mlade trenerje, ki so bili pa del Padjenovega razvoja, Smrekarjevega in tako naprej. Se pravi, imamo tudi neke nastavke, ki pa bi si želel v prihodnosti so bolj stimulirani. Vsi tisti, ki prihajajo, ne vem, čez Danja Radosavljeviča, bodi si, ne vem, Jakaro, vse te mlade trenerje. Mislim, da imamo tudi val tega, ki je to treba podpreti, ki zna to sodobno košarko vse nekako razvijati. Želi si sam, da bi bilo še bolj, ker ta hitra igra, atletska igra, to vse prehaja čez lužo. Franko vam bo to prvi povedal in mi Evropa že zdavni sledimo tem smernicam. Ne vem, Kroflič, Mega, Joksimovič, Baskonija in tako naprej. Veliko je podarka na tej fiziki in pa na hitrem igranju in treba tudi to povedati. No, želim si, da bi tega bilo pri nas še veliko več. V bistvu naslednje vprašanje pa je, ko si ti rekel, dajmo ne izvajati preveč pritiska na te fante. Kako te fante razviti v to, da bodo dosegli svoj potencial ali pa vsaj približali se
svojemu potencialu. Sam to, da se jim pusti, da se oni sami razvijajo, ker se bojo, ker so toliko talentirani, ker imajo take atletske predispozicije in samo pomagati jim, da najdejo svojo vlogo, pomagati jim, da se jih spravi v prave pozicije, v prava mesta, da oni lahko razvijajo svoj maksimalen potencial. In tukaj recimo, kot smo za Jokso, smo vsi navdušeni, ko vidimo te stvari in vse, ampak ja, vse smo tudi videli, drugi časi so bili to takrat, ni bilo toliko teh nekih klipov na socialnih omrežjih in vsega tega za Luko. In ja, vedeli smo že v Euroligi je vrhunsko igral in smo imeli določena pričakovanja, ampak realno noben ni pričakoval, da bomo mi takrat evropski prvaki ali pa da bo on imel tako evropsko prvenstvo, kot ga je imel. In zdaj, če mi zdaj se pogovarjamo, ja, Joksa je naslednji in na naslednjem svetovnem evropskem, na kjerkoli prvenstvu, to bo on zdaj naredil, pač relax, on bo naredil bo svoje, ima talent, ampak da pa zdaj mi še s temi nekimi pogovori, ne zdi se mi glih potrebno to. Ne zdi se mi, da mu to glih nujno pomaga. No. Kaj pa je Joksa, kaj bo njegova pozicija, ko bo izdelan igralec? A imate kako primerjavo? Veš, ko si draftan, pa te vedno primerjajo z ta je, ne vem, ful podoben Dorianu Finney-Smithu, pa neke igralce se vleče ven. Kaj je po vašem mnenju Dorian Finney-Smith? Ja, sigurno ni Dorian Finney-Smith, ampak... Meni on zgleda, za naše razmere, če našo primerjavo vidimo, trenutno mi zgleda, k 10 cm večji Goran Dragić. Pa 20 cm daljšimi rokami. Ja. Pa z boljšo atletiko. No, to je težko, ker Goran je bil veliko hitrejši. On je bil en najhitrejših igralcev, ampak za NBA ligo. Skočenje pa Joksa. To pa je, ne, ampak hočem reči, ta princip, lahko ima žogo, lahko gre brez igralc tempa, lahko tudi zadane, ne, smo že videli tudi. In pa tudi na začetku kariere, tudi Gogi ni bil niti malo nagnjen k razigravanju. In je bil samo push. Ja, pa to je bilo tisto, kar je bilo ful dobro. Gogi je bil v bistvu ful pred svojim časom. Pri nas so takrat vsi prej morali razmišljati o razigravanju, o počasni igri. Jaz se spomnim takrat, to je bila moja prva članska sezona, ne, ko je Euroligaška Olimpija, takrat je on prišel kot posojen igralec iz Tau Ceramike takratne oziroma zdajšnje Baskonije. Starejši igralci so skozi bentili nad njim, v smislu, ker on je igral nek hitrejši tempo. In ne bentili v negativnem smislu, seveda so ga imeli radi, ampak oni te košarke niso bili sposobni slediti. In se mi zdi, da z Joksom malim je podobno. Ni še, on meni ne zgleda kot playmaker pravi, ali lahko odigra, lahko, ampak bolj nek killer, scorer, ki ima ta potencial, da to razvije. Seveda malo se mi zdi, da še ima, oziroma ima velike rezerve pri kreiranju svojih šutov, kar se tiče meta za 3. To mi še ne zgleda toliko sigurno, videl sem ga seveda že bolj samozavestnega na tistih klipih, sploh poleti, ko to zadeva v serijah, ampak tle še ima velike rezerve, ampak jaz ga vidim kot nekega skorera, killerja, ki bo najdel nekako svojo to 1-2 kombo smer. Koliko velika nevarnost pa je za te igralce, da jih prehitro pogoltne NBA? Mogoče ne toliko, da jih pogoltne NBA, mogoče bolj vprašanje, v katero ekipo pristane in kakšen je tam fit. Zdaj, ne vem, če se na to sezono recimo navežemo, verjetno v enem Brooklynu bi izgledal povsem drugačno. Vidimo, ne vem, konec koncev McCaina, ki pride v Oklahomo iz Filadelfije, pa je takoj vklopljen in takoj dobro igra. Mogoče to bolj. Ni vse dobro, kar je čez lužo, ni pa tudi vse slabo. Sploh za njega, jaz mislim, da njegova igra je celo bliže NBA-ju po eni strani, ker je ta up and down, odprto igrišče, hitra košarka, tako da za ostale pa jaz mislim, da je mogoče večji problem trenutno NCAA. Ne? Vidimo, da je tam za te igralce, ker niso NBA nevoj, je pa veliko denarja in se igralci odločajo in pol nam avtomatsko izpadajo za vse te akcije, da so del sistema, da jih vidimo, kako igrajo. Jaz se tudi tega malo bojim. Mogoče tudi in to prav za dotične, recimo te, ne vem, en Kroflič ima po moje veliko šanso, da gre, ker to so zdaj ogromni denarji in temu zelo težko rečiš ne. Kroflič boj, da NCAA kliče konstantno. To je veliko večji, se mi zdi, problem, kakor da bi nam šel Joksimović v NBA. In tudi razumem, zakaj bi recimo šel, ampak če se mu zgodi, da tam ne bo igral. To je moj problem. Tudi jaz, ko sem nekaj pogoltne NBA, college je odličen za tiste, ki se bi zelo težko znajdel v Evropi. Ja.
Ampak žal je toliko finančno močen, da še tiste, ki bi svojo pot najdel bodisi skozi Evropo, pa višji nivo, da jih pač nekako zavre. In na koledžih je sistem dela, še skozi temi trenerji, še bolj institucionaliziran. V smislu, ti si zdaj ruki, tam imamo pa enega, ki je, ne vem, 3. letnik, on bo igral, ti si prišel pa iz Evrope, igral boš 5 minut na tekmo in boš dobesedno čakal leto, naslednje leto boš igral 10 minut, pa pol 3. leto boš pa mogoče igral 20 minut na tekmo. Ne? In se, po mojem, malo ubije lahko talent. In ko so neko pogoltne liga NBA, naprimer, Joksimović reče, jaz grem pa zdaj se bom... Pa še zelo hitro prije do tega, da rečeš, ja, sej zaslužil sem pa 1,5 milijona, oziroma 2 točno milijona. To, ti greš z razlogom tja, ne? In težko je, nemogoče je fantu zdaj reči, ne id v NCAA, a tam lahko 1,5 milijona na leto dobiš pri 18 letih. Ja, malo si neumen, oziroma ti ful tvegaš, če ne greš po ta 1,5 milijona, ne? Obenem pa s tem 1,5 milijona tvegaš, da se ne boš razvil, ne? V Evropo z 1,5 milijona, pa bom pa še v Evropi še igral še 10 let. Točno to. In ko se neko, da pogoltne NBA, kar se zgodi lahko, da gre, naprimer, Joksimović se odloči z 18 leti ali pa 19 leti grem na draft, ga zbere XY ekipa in pade nekam, to, kar si rekel, kjer enostavno ne verjamejo toliko ni on zdaj Luka Dončić, ker ima, ne vem, MVP Eurolige, osvojeno Euroligo in tako dalje, ampak je, ne vem, 12., 16., mogoče 23. pik in pol se nič ne zgodi v NBA-ju, ne? Pade v eno ekipo, ki mogoče na njega resno ne računa, ali pa računa na njega resno čez 3 leta. Ampak to ne moramo vedeti. Vse to imaš prav, strah obstaja, ampak v končni fazi tudi Goran Dragić je prišel v Phoenix Suns, kjer ni lih kazal, da je to najboljša ekipa, kamor se lahko kamorkoli prebiješ. In ni bil niti planiran njegov odhod. Jaz se spomnim tistega poletja. On je bil planiran, da se vrne v Tau Ceramiko, on je igral regaško sezono, imel je solidno sezono v Olimpiji, oziroma zaključek izjemno dober. In v bistvu pol na tistem Eurocampu, tako imenovanem, se je zelo izkazal in so začele opcije prihajati in on se v bistvu zelo velike tvegu, da je šel tja. In to je bila pot, ki je bila skoraj da nemogoča, ampak on je imel vizijo, trdo je delal in se je prebil praktično z ekipo, ki ni naklonjena bila mladim, sploh pa ne v tistem momentu z Nashom. To je bila ekipa, ki je recimo bila build, oziroma oni so verjeli, da lahko celo zmagajo, oziroma osvojijo NBA ligo. Ja, Dragić je začuda zelo dobra primerjava za... In to v čase, kjer praktično starterja, razen Nasha, Belca v ligi ni. To so sami atletski Afroameričani, ki letijo po igrišču. Panolitski. Ne, govorim o poziciji 1. No, pa imel Gogi to atletiko, ne, da je izstopal skozi to. Ne. Vedno je ta rizik in tu je toliko pomembno še tudi, kaj imaš ti v bistvu za sabo, kako je tvoje zaledje. Da to je šlo toliko daleč, mislim, da on celo del ali pa celo celotno odškodnino plačal. To so pol ogromna tveganja, to bo treba neke kredite imeti. Zgodba je zelo kompleksna. To še toliko bolj priča o njegovi neki odločenosti, pa kakšen na pozitiven način psiho je on bil, da je verjel in stal za tem in vlagal delo. Mentalno močno osebnost ne ravno. Joksa ima dobro zaledje in tudi ostali, ne vem, verjamem, da tudi Kroflič, agenti in vsi, v bistvu oni jim pomagajo krojiti to kariero in njihova naloga je, da jih spravijo v situacije, ne zdaj v situacijo, idi tja, 1,5 milijona boš potegnil, gremo, ne? Ne. Oni tudi razmišljajo o tem, v njihovem naslednjem koraku potem. Tako da recimo Klaužar je lani osvojil NCAA, s Florido zdaj je tam Sixth Man, tako se pravi Sef komponira. Torej recimo z njegovega stališča je bila ta poteza dobra. Je tudi tip igralca, ki ustreza tam. On je zelo atletski organizator igre oziroma combo guard. In enako je s temi fanti. Zdaj pač Krofliča recimo, če gre na NCAA, jaz verjamem, da bo in šel v eno od vodilnih college ekip, kot tudi, da bo imel takšno vlogo, da on ne bo v situaciji, da bi ogrožil svojo kariero. Zelo hitro zaključil v smislu sam to. Bolj, ko si talentiran, večji tvoj domet je moje mnenje, da je college slabša izbira za tebe. Tisti, ki pa so malo lih pod tem nivojem, mislim pa, da je to čist dober, ker dobiš dober denar, zelo dober denar vseen, pa nisi ti treba čez Evropo, ker jaz ne vem, jaz imam tak občutek, da prospekti, veliko boljša podlaga je evropska vrhunska košarka oziroma najvišji nivo, ampak tudi Evropa ti pa ne garantira nič, ne? Pa v Evropi je zelo
težko priti v nek roster in v rotacijo. Euroliga, mislim, govorim dobro. zdaj o največjem možnem talentu. Ali greš direkt v NBA ali pa pač si v Evropi, dokler si. In to počne Mega. Tisti, ki je pa malo pod tem, gre pa na college. Tudi Olimpija z Beringerjem, recimo, vidimo. Tako, ampak kam je šel? Je šel na college? Ne, direkt v NBA je šel. Temu govorim, če si top, direkt NBA ali pa ne. College te bo po mojem, ne bo ti dal nobene ekstra vrednosti. Sorry. Lahko, ni za vsak primer, jaz govorim generalno in tudi največji menedžeri to počnejo, mislim, zato nisem si jaz zdaj izmislil. Kaj pa trenerski vidik? Koliko lažje je voditi reprezentanco brez Luke Dončića? Ti si baraba težka. Ni te bilo en let, takoj prideš provokativni. Jaz mislim, da je tukaj predvsem to, da tukaj pa vsem po vseh kritikah, ki so bile poleti, moramo dati en kredit pač temu štabu, a ne? Da lahko ti prevekslaš sploh ti prvi cikl. Iz enega tazga sistema praktično ne, z 2-3 dnevi priprav sestav čisto novo ekipo, pa neki igrati in vidimo tudi, da zdaj v tem delu je bilo že veliko bolj so določene zadeve zgledale. A ne? Tako da tukaj jaz mislim, da ta del sigurno, saj tako kot je tedaj preomenil, da pač je veliko lažje, oni dajo nek svoj input, predvsem kar se tiče in napada in obrambe, ker moramo vedeti, da Luka je sistem, ti vpliva sistem na obeh stvarih. Tako da Jaz sem edin zdaj glih v tem oknu, recimo pri našem seksiju spet videl, ko smo zaostajali na Češkem, te žalostne oči. To mi je bilo malo, te žalostne oči, ki so prisotne, to mogoče sem začutil tudi njegovo stisko, ja. A misliš, da bolj uživa, ko vodi reprezentanco z Luko ali brez? Jaz mislim, da bolj uživa brez. Zaradi tega, ker... Da je probi to pojasniti zdaj navadni publiki, zakaj? Vse bom poskušal tudi na kratko pojasniti, zaradi tega, ker enostavno lahko prije bolj do izraza, lahko mogoče kakšno taktično zamisel svojo več spelje na igrišču. Ja, ljudje se ne zavedajo, tudi že Zmago je rekel jaz to mislim, da je bilo leto ali 2 nazaj intervju, je rekel, jaz to ekipo ne bi nikoli treniral. Ker se zaveda. Zdaj pošteno je povedal, ne? Ne, pa sej Zmago je bil pionir, pa pred svojim časom, tistih najboljših letih uvajal sisteme iz koledža, ko ta regija sploh še vedela ni za njih. Ampak kar hočem povedati, da se morda ljudje ne zavedajo, da boljše igralce kot imaš dejansko težje biti trenera. In Luki Dončiću ni lahko biti, ne zato to v nekem negativnem kontekstu, ampak to so ljudje, ki imajo čisto svoje videnje in tako kvaliteto, ti to težko ne bomo zdaj, to govori samo o Luko, če vprašaš JJ Redika, ali bi bil raj trener, ali pa treniral z Lebronom ali pa brez. Ja, zaradi tega so tudi, naprimer v Ligi NBA je sploh to, ker so tam superzvezdniki, res še večji posamezniki, večji zvezdniki, ljudje z veliko večjim vplivom, kot pa ne vem, ko je v Euroligi superzvezda Spanulis, ker pač je, kar je. In zaradi tega so toliko cenjeni trenerji, ki v prvi vrsti so sposobni biti trenerji superstarjem. Tu bi te prekinil in bi ti direkt nazaj vrnil žogico z vprašanjem. Ali se ti zdi, da sploh te pozicije še kličemo trenerji ali bi jih mogli kakor v nogometu klicati menedžerji? Zato, ker v Euroligi, v NBA-ju, ko je tako število tekem, oni bolj menedžirajo te igralce, oni njih ne trenirajo, oni jih menedžirajo. Definitivno in v veliki meri so bolj, ne bom rekel, da so zdaj psihologi, ampak kako držati moralo visoko, bolj ko pa neke taktične zamisli spreminjati, je bolj pomembna odlika trenerja velikrat, ko pa biti najboljši v nekih specifičnih akcijah, ker sploh v NBA-ju, pa to je tudi v Evropi že, imaš ti 3-4 pomočnike, ki jim dobesedno rečeš, zdaj pa ti nariši akcijo in on ima idejo, kako zdaj ATO speljati, ne vem, akcijo po timeoutu ali pa akcijo za konc napada. Ti kot glavni trener si pa glavni trener zato, ker si sposoben vse te egote pod narekovaji krotiti oziroma uglasiti, da delajo za nek skupen cilj. In to je po moja največja odlika sodobnega trenerja. Pa še večja bo zaradi tega, ker je toliko motečih dejavnikov in tako dalje. Sam je tudi ful kompleksno, ni samo to, ti že moraš ekipo sestaviti, že v samem sestavljanju, da to nekako je fit, da paše. Tako da ful je več segmentov, da si uspešen menedžer oziroma trener. Ampak je pa, časi so realno zelo kompleksni tudi v tem smislu. Ti ne moreš, Luka Dončić pride, to je kada v neki največji firmi, zdaj recimo, da je megalomanska svetovna firma in imaš človeka, ki je plačan 300 milijonov v firmi in zdaj bo človek, ki je pa plačan 500 jurjev, bo
pa njemu govoril, kaj ne dela, pa kaj ne dela. Tukaj je še Saj drug, zaradi tega je še večji izziv je v reprezentancah, ne? Ker ti v klubu Vsekakor, si ti lahko v bistvu zbereš, Pa tukaj na je nek način za- zbereš igralce, v reprezentancu pa unik, tukaj je tudi za evropske razmere kdo so, ne? to, kar je v reprezentanci Luka Dončić. Ti moramo vedeti, da ne vem, LA Lakersi so navajeni na ta šov, na ta vse, kar pride zraven. Oni imajo infrastrukturo, da to handlajo. Medtem, ko pride ena naša reprezentanca s takim zvezdnikom na kjerkoli prvenstvo, kamorkoli, je tukaj en kup stvari, ki so okoli vsega, kar je tekma za vse, bomo rekli, nove, ali pa so na enem veliko višjem nivoju, kot so oni skozi vse svoje Ja. redne, normalne službe, pa normalne razmere navajeni. A ne? In tako da tukaj, jaz verjamem, da se je ta naša reprezentanca skozi te leta tudi tukaj že kar veliko naučila, pa navadila, ampak še vsem ta razlika je neverjetna, vključno od, bomo govorili, ali je to od selektorja in vseh ostalih okolij. Ja, pa tudi jaz mislim, da ko pride Luka v reprezentanco, se cel ustroj reprezentance spremeni. Ne? In vse se gre v to, da se servisira njega, ne? Da bo vse tako, kot si on želi. Ne? Vsi ostali imajo pa manj pozornosti in tudi nekdo, ki bi, naprimer, za Luka pride v Slovenijo igrati. Za njega je vse downgrade. Kljub temu, da je za to z reprezentanco to šok in wow, koliko se dogaja, koliko je ljudi, ampak v primerjavi z Los Angelesom ali pa hypom v ligi NBA je to manj. Za 11 drugih igralcev, ki je z njim v ekipi, je pa to veliko večji hype, kot pa so ga kadarkoli prej vajeni. Ampak za teh 11 igralcev, ne bom rekel, da noben ne poskrbi, ampak se jih redko vpraša, kako se počutiš, ne? Kako ti lahko pomagam, da boš ti se bolj navadil, da boš lažje shendlal to, ne? Ker smo fokusirani na to, da bo Luka tu super in da bo prišel in da bomo z njim najboljši. Kar je po eni strani razumljivo, po drugi strani je pa lahko tudi pomembna napaka to, ne? Pa mogoče tukaj za dodati, da to ni zato, ker bi on nujno to hotel ali pa ker bi bil Seveda. tak velika diva, ampak ker je enostavno tako ogromno ime v svetu košarke. Ampak ravno zato so ta kvalifikacijska okna še toliko bolj pomembna. Zaradi tega, ker tudi javnost lahko spozna zdaj te igralce. Tudi oni se lahko predstavijo v eni luči ali pa neki lahko že ustvarijo si neko ime ali pa niso na velikih tekmovanjih, kot je bilo recimo včasih, ko je bila to edina stvar, ki se je igrala. To je edino, kar je dobro od teh FIBA oken. Ja, to je edina stvar. Da lahko dejansko mlade, ko si v neki taki tranziciji, kot smo mi, da zdaj pač menjamo generacije, da dejansko dobijo priložnost pred velikimi tekmovanji, da lahko že sprobaš in vidiš, kaj je dobro, kaj ni in kaj bo funkcioniralo, kaj ne bo. Je pa res, da to, da so oni te 3 tekme dobili, imamo mi zdaj tole debato čisto drugačno, kot če bi, ne vem, imeli skoraj 1-3 ali pa 2-2. Seveda. In bi govorili hitro, zdaj ta imperativ rezultata še vsem tukaj. Pa po mojem smo vsi štirje smo hvaležni za to, da se lahko bolj pozitivno pogovarjamo. Ne bi s to majico danes prišel. Jaz bi šel kritizirati te stvari, ki so pač problem v slovenski košarki, to je strukturiranje, govorimo o domači ligi, pač samo finančno strukturiranje, koliko imamo mi podhranjeno ligo in zakaj nimamo dovoljšnega razvoja. To ne pomeni, da vsi delajo slabo, ampak zelo na nizkih obratih funkcioniramo, ker smo pač, kjer smo v tem trenutku. Kar se tiče financ in pa strukture, davčne, sponzorske in tako naprej. To je pa vredno še ene debate. Mogoče nam Luka nanudi še eno priložnost, da Težko. Da se po tem, poglobimo kar je v to. danes videl, težko. Kje je moje presenečenje, fantje? Pa ni, on skozi sanja o nekem presenečenju, Napovedal mi je, direktor mi je napovedal. Amiri, Veš, zdaj se naredil, presenečenja ni. to je kada Dončić pride in pričakuje visok nivo, na koncu si mora sam dres oprati. Veš? Ja, danes si už sam dres prav. Ja, to je več kot očitno. A je možno, da vsi ti mladi igralci, oziroma bom tako rekel, najverjetneje marsikjer od teh igralcev ne bo šel na prvenstvo? Koga se izloči? Oziroma, who doesn't make the cut? To danes se res provocira. Ja, ne, ker pač dejansko Nikoliča zdaj ni bilo, je sigurno v reprezentanci. Jackson Hayes pride, Luka Dončić pride. Ne? To so 3 igralci več, vsaj, ki jih zdaj ni bilo. Pa ni šans, da pač ne bodo šli na veliko prvenstvo. Kdo pol ostane doma? Verjetno se bo tudi, vedno obstaja možnost še kakih poškodb ali pa nekaj takega, se vedno kako mesto tukaj še verjetno odpre, ampak
Težko vprašanje, zato imamo selektore, se mi zdi, pa zato imamo njih, da In pol, če ne bo dobro, da bomo šli Tako. na burner account, da mislim, da nima pojma. No, sem Da dobro, mi je saj novo epizodo pa naredimo. Ne? se je videl, mogoče tudi v teh dveh oknih, kjer so tisti, na katere se že zdaj malo več računa, pa kjer so mogoče bolj na koncu rotacije. Ne? Ampak se poanta vprašanja je mogoče ta, da smo kar naenkrat v privilegiranem položaju. Da mi smo se bali za prihodnost, zdaj pa kar naenkrat je pa paleta igralcev, med katerimi izbiramo. Tukaj je mogoče, relativno smo prej rekli, široka. kdo paše, ali pa to je recimo en Žige Samar, tak igralec, ki zame je imel sicer oscilacije, ne vem, z izgubljenimi žogami, ampak recimo te dve tekme zadnje je bil ključen igralec na žogi, ki lahko kreira, ki je ta playmaker. Ne? Za njega je recimo veliko teže, bi rekel, igrati brez žoge, samo obrambo, ob luki. Ja. Mogoče on je tak, ki bi rekel, da bi lahko imel probleme, a ne? Ali pa da ni, da je nekdo, kar rad. On je nekdo, ja, pa tudi v drugi fazi dobiš Nikoliču morda nekaj bolj preverjeno stabilnega. Tako, ne? In on tle mogoče zgubi kljub temu, da je odlično pravil svoje. Je pa zdaj ključen, ne? In je Se tudi ne pravim, da je potencial. fair, ne? Ja, ampak tako hočem, to so pač dileme, ki jih pol zakaj je pa delo selektorja res težko, ne? Pol, kako tudi enim, ko so te pripeljali do določenega nivoja, pa reči, mogoče naslednjič. Ne? Ja. Na koncu se ne sestavlja ekipe, kot v NBA 2K, pa se gleda, kdo ima najvišji overall, ampak se tudi gleda neka kompatibilnost. Misliš, da je tam v redu, da kot novinc recimo prejš v reprezentanco in vsakič prineseš limon in kolač pred vsakim treningom in ponudiš strokovnemu štabu? Se ti zdi to del nekako podkupovalne taktike ali je to pač čisto v redu? Zdi se mi Namreč bolj- za vse, ki ne vejo, da je to zdaj že redno počne, ko prihaja na televizijo, da prinese limon in kolač. Če zamujaš, moraš neke druge. Moraš se odkupiti z nečim, Moraš ne? se z nečim odkupiti, ja. Ne vem, ampak mi je pa Štajersko. žal, niso To bi čisto- se lahko bi se Mirko kaj naučil. Lahko Ne? bi se, ja. Ne, tako se Ker nikoli ne zamuja sprašujem. krvno? Jaz se pol ne rabim spraševati, ali sem tle zato, ker vam dobre kolače pečem, ali sem tle zato, ker me dejansko rabite. ti si In je zgrešil. boljši občutek. Ti živiš Ja. boljše življenje. Ne? Ti si zgrešil Milkotov nadink pred zadnjim studijem, je dobil nadink Diendre, tako da Zelo, zelo podcenjevalno. smo rekli, da je kot Diendre, eto, nezanesljiv. Še dobro, da to ni neka... Mislim, Mirko, mene čudi, da si danes prišel. No? Še dobro, da ni to neka tekma, ker lahko kar Tadeja poprašate, redko kdaj izgubim. To je potencial prvega pika na izbora. V bistvu imam zdaj presenečenje, predvsem za Mirka. Ne? In bom rekel, Gremo na kosilo. gremo na kosilo. Fanti, hvala za debato. Mislim, da smo kar nekaj stvari razčistili. Direktor, hvala. Obenem pa vse kamere. Obenem pa imamo potencial, da bomo še več epizod snemali na temo slovenske reprezentance, ker je vzdušje tako pozitivno. Se pravi, napoveduje še kak bolj negativno obarvan podcast. Jaz se napovedujem nič, samo podcast On ti napovedujem. težko kaj napove, ker bo zdaj že v Alti Badiji čez 2 tedna tam visel nekje. Mir, se vidimo za vikend. Z veseljem, upam, da kje Dva studia, štartaš iz prijatelj. Belčjega vrha. 2 studija. Ali To pa še ne vem, to pa še, lej, Če boš iz Ljubljane, tork je prezgodaj, da bi jaz vedel ta plan verjamem. Se slišiva. poti. Se slišiva. In se slišimo. Sem mislil, da imam tle kamero, pa nimam. Se slišimo.